V občino Miren Kostanjevica se selimo danes na valovih Radia Robin. Vanja Trkman sem z vami, v našem studiu pa je že prvi občan, kot radi rečemo, župan Maurici Humar. Dober dan, župan. Ja, dober dan vam in vsem vašim poslušalcem. Katere investicije so v teku, kam občina vlaga napore in sredstva, kaj je v načrtu, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Kar nekaj vprašanj poslušalcev je tudi prispelo, ki jih bomo vključili. Za začetek pa na ceste. Trenutno poteka več pomembnih projektov. Zdaj direkcija pravzaprav nadaljuje z obnovo regionalne ceste Miren-Opatje-Selo. Na vrsti je druga faza. Kdaj bo po vaših informacijah ta faza zaključena in kaj še sledi? Po mojih informacijah je rok za izvedbo del februar 2027. Tako da vseh del, v celoti. Ta druga faza ne bi bila do takrat zaključena. Potem pa sledi še tretja faza, se pravi v Opatjem selu, tem, kamor je bila zaključena prva faza nekje pri spomeniku Garbeltincem, pa do centra Opatjega sela, do vrtca, in pa v spodnjem delu od tega križišča v Mirnu, kamor se gre proti Grabcu, pa do Eko otoka, oziroma do zbirnega centra. To ostane še za tretjo fazo in jaz upam, da bo tudi potem zdaj ministrstvo sledilo še tem dvem fazam, tako da potem bo ta cesta komplet rekonstruirana, varna, predvsem pa tudi bolj pregledna in vsekakor po požaru je to en veliko bliž na rano, ki jo ta požar prizadel v naši občini. V tretji fazi pa na to se skoncentrirate nekako na območju Opatjega sela? Tretja faza je v Opatjem selu, tam bomo zgradili tudi del fekalne kanalizacije. Ostalo je pa delo direkcije. Tukaj bomo imeli sofinansiranje. Sofinansiranje pomeni, da smo tudi mi del investitorji, in to se pravi v kanalizacijo in nekaj v javno razsvetljavo. No, tudi v občinskem središču oziroma v Mirnu, okolici šole in seveda občine poteka ena pomembna investicija, zlasti za varnost tistih najbolj ranljivih v prometu. Sredstva ste pridobili na državnem razpisu oziroma razpisu okoljskega ministrstva. Kdaj bodo ta dela zaključena in kakšna bo dobrobit za prebivalce? No, ta dela ne bi bila zaključena do konec tega meseca oziroma najkasneje do prve polovice julija v celoti. Tukaj bomo pridobili nov objekt za umirjanje prometa, tako kot mu radi rečemo ležeči policaj. Na drugi strani pa pločnik in tudi izogibališče oziroma tam, kamor bodo lahko starši ustavili avto, toliko da otrok varno izstopi iz avta in varno prečka tudi državno cesto. To je med občino in starim hodom v osnovno šolo in prav ta del je bil zdaj večkrat izpostavljen kot eden nevarnejših odsekov, kajti tam starši ustavljajo na eni strani, otroci tekajo čez cesto in zdaj bo pa s tem ukrepom ta stvar urejena in prepričan sem, da je varnost naših otrok oziroma vseh naših občanov tista, ki je najbolj pomembna, zato tudi veliko vlagamo oziroma se dogovarjamo. Ne povem, da čakamo tudi podpis pogodbe o sofinanciranju, bomo tudi mi delno sofinancirali eno največjih črnih točk, kar se tiče varnosti v občini, in to je ta ožina od cerkve gor proti Petrolu. Tako da tam tudi mi imamo zagotovljena sredstva v našem proračunu, to se pravi za obnovo vodovoda, medtem ko država ima tudi v njihovem proračunu, kar se tiče ostalih del. Jaz tudi računam, naj bi ta stvar se začela konec letošnjega leta tudi izvajati. Čeprav želje so bile, da bi bilo prej, vendar določeni postopki tečejo nekoliko počasneje, dokumentacija pa je pripravljena in jaz upam res, da bomo to začeli že v letošnji jeseni. Kaj pa konkretno bo tam narejeno? Bo ta ožina postala širša? Tam bo samo en vozni pas, če mu lahko rečemo s tem pametnim semaforjem. Simulacija je bila napravljena tudi za 30 let vnaprej, kako bo potekal promet. Kažejo te prometne študije, da bo ta promet tako potekal bolj tekoče kot zdaj, ko se ustavlja v samem ovinku. Predvsem pa varnost z pešce. Tukaj vemo, da je varna pot v šolo, tudi prosko s to ožino in tega si res vsi želimo,
da bi do tega prišlo čim prej, kajti dejansko sedaj, ko se tam srečujejo posebno avtomobili in kamioni, je večkrat zapeljajo tudi na Pločnik. Tudi po skladbi ostajamo v središču Mirna, kjer je pred vami sklepno dejanje rekonstrukcije osnovne šole, o tem čez nekaj trenutkov. Radio Rubin poslušate oddajo Dober dan županu, v kateri danes gostimo mirnsko-kostanjeviškega župana Mauricija Humarja. Po dolgih letih želja in prizadevanj je sedaj pred vami, lahko rečemo, še ta sklepna faza prenove in dozidave mirnske osnovne šole. Naročilo za izvajalca del ste objavili, tudi izvajalec je bil že izbran. Kaj je še predvideno v tej fazi in kdaj bo ta večmilijonska investicija v celoti zaključena? No, ta tretja faza pomeni prizidek k matični osnovni šoli, 1220 kvadratnih metrov novih površin. Tukaj bo v pritličju bodo učilnice za prvo triado, potem avla se razširi, prehod v vrhnje nadstropje, v spodnjo etažo, se pravi v športno dvorano, in na vrhu tudi nove učilnice, nove specializirane učilnice za razredni pouk in pa razširitev knjižnice. Tako da ta investicija je nekaj čez 3 milijone vredna, od tega smo 1.990.000 dobili, oziroma še čakamo pogodbo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje gradenj osnovnih šol v Sloveniji in pa približno 350.000 od ekosklada. Tako da finančno smo tukaj kar dobili veliko sredstev iz državnega proračuna. Moram pa povedati, da izvajalca smo že izbrali, čakamo pa še s podpisom pogodbe, ker moramo prvo podpisati pogodbo tudi s Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje o tem sofinanciranju, zato pa ker sta iz dveh različnih ministrstev je to sofinanciranje, je to usklajevanje nekoliko bolj počasno oziroma bolj zahtevno in trenutno še čakamo, da dobimo ta zadnji sklep, kateri nam je potem tudi nam omogoča podpis te pogodbe. Jaz upam, da bo to zdaj v teh tednih, tako da v kakšnih 14 dnevih do 3 tednih ne bi pogodbo podpisali, potem pa takoj uvedba v delo, pričetek del in želja je, naj bi ta faza bila dokončana, oziroma naj bi učenci prvič šli v nove učilnice 1.9.2027. In to po vrsto letih zares, če se spomnimo, v kakšnih pogojih so morali opravljati svoje delo, tako učitelji kot seveda tudi učenci. Ja, to je bil zelo velik projekt. Če bi ga ne razdelili v 3 faze, bi bil za tako občino, kot je naša, neizvedljiv. Saj, ko bomo sešteli vse 3 faze, bomo tukaj prišli na približno 11 milijonov evrov. In če pogledamo, da smo 2 fazi jih že napravili pred 3 oziroma pred 5 leti, bi tiste 2 fazi danes bile še veliko več vredne. Se vemo, da so cene v gradbeništvu izredno narasle in bi to ne bilo izvedljivo. Je pa bil res to največji projekt, kar se jih je v občini odvijalo, in prepričan sem, da je tudi to objekt, ki bo za naslednjih 50 let zagotavljal normalne, dobre pogoje za vzgojo in izobraževanje. Vemo, da osnovna šola je namenjena vsem. Je sicer locirana v Mirnu, vendar je enako pomembna za prebivalce iz celega področja naše občine. No, s tem pa se investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo ne zaključujejo. Vemo, da je pred vami tudi investicija v prenovo vrtca v Opatjem selu. Zdaj je predvidena širitev in rekonstrukcija obstoječih prostorov v dvooddelčni vrtec s tudi večnamenskim prostorom. Tudi to je obsežna naložba. Čakate razpise? Tukaj imamo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in vse ostale dokumentacije, praktično s popisi že pripravljeno, tako da takoj, ko bomo končali to gradnjo v Mirnu, potem sledi gradnja v Opatjem selu. Vemo, da objekti za vzgojo in izobraževanje imajo v zadnjih mandatih veliko prioritetov. Tukaj se bo vrtec komplet rekonstruiralo. Vemo, da je to stara stavba, kjer je bila nekoč osnovna šola, in v pritličju bosta 2 učilnici, tako da bo dvoodelčni vrtec v nadstropju, ki bo opremljen pa tudi z dvigalom, bo pa večnamenski prostor, ki bo koristil vrtec med delovanjem za razne aktivnosti, zlasti pa še, ko je slabo vreme.
v popoldanskih časih oziroma v večernih časih in čez vikende pa bo ta vrhnji prostor omogočil tudi razne dogodke, ki jih v Opatjem selu ne manjka, tako da tukaj bo lepa dvorana nastala, po drugi strani pa vemo, da taki prostori potem prinašajo življenje v sam kraj in prepričan sem, da je tudi to dobra naložba v prihodnost. Vsekakor pa vsak tak objekt, ki ga prenavljamo, ki ga gradimo, ga želimo dovršiti v čim večji možni meri, da bo služil vsaj za naslednjih nekaj desetletij. Tako da Opatje selo bo sigurno s tem pridobilo lepo pridobitev. Vem, da vsi želimo, da bi to bilo čim prej, vendar tukaj smo omejeni finančno. Ta naložba je ocenjena po projektantskih ocenah na dober 1,5 milijona evrov in ni tako zahtevno kot šola v Mirnu, vendar prav zaradi tega jo načrtujemo takoj po končani tej tretji fazi v Mirnu. No, morda ste že odgovorili tudi na vprašanje poslušalke, kdaj bodo društva in kulturni ustvarjalci na tem območju, torej v Opatjem selu, dobili prostore za druženje, ustvarjanje, predstavitev. Ja, kot sem rekel, v teh prostorih bo potem možno tudi to, tam bo prostora za enih cirka 150 ljudi. To so in še z nekimi dodatnimi servisnimi prostori, kar jih tak objekt potrebuje, kot so garderobe, kot so neke manjši kabineti oziroma pisarne, kjer se lahko potem odvijajo tudi določene aktivnosti, ki potem obrodijo sad. To so pa dogodki, ki jih res v Opatjem selu je zelo, zelo veliko. Nekaj premora za glasbo, nadaljujemo pa tudi v Biljah. Ostanite blizu. Župan občine Miran Kostanjevica Mavricij Humar ostaja naš gost. Župan je eden pomembnejših projektov, o katerem je govora že več časov in ki ga peljete skupaj z občino Renče Vogrsko, je tudi gradnja fekalne kanalizacije v Biljah, ki se bo na to navezala na centralno čistilno napravo v Vrtojbi. Na to temo smo prejeli tudi vprašanje poslušalca, ki ga zanima, kdaj je predviden začetek tega projekta in tudi kdaj se bo v občini, na območju občine še nadaljevala gradnja kanalizacija tam, kjer je predvidena. No, tukaj se gre za dve zadevi. Eno je izgradnja tlačnega kanala skozi Bilje, se pravi nekje od Marketa pa do Kristjana in potem do Orehovelj, kjer je že črpališče, in se bodo občina Renče Vogrsko bo zgradila ta del manjkajočega tlačnega kanala, ki bo potem omogočil, da tudi že izgrajena kanalizacija v Biljah, ki se zdaj in odplake, ki se zdaj prečiščujejo v Biljah, se bodo potem čistile na centralni čistilni napravi, tako da ta objekt čistilne naprave v Biljah ne bo več služil za čistilno napravo, ampak smo s krajevno skupnostjo odločili, zakaj ga uporabiti. Mi bomo ob tem sočasno gradili tudi nov vodovod, se pravi od Kristjana do Franela. Tam je še star vodovod, tam ga bomo zamenjali, to bomo tudi skozi dogovor za razvoj regij to sfinansirali. Kar se tiče pa same kanalizacije, ki manjka še v dobršen delu Bilj, v Biljah je kanalizacija zgrajena le po državni cesti, je pa zdaj v projektiranju in v prihodnjem tednu bomo tudi imeli sestanek z prebivalci Bilj, tistih, ki jih ta stvar tangira, kajti potrebno bo urediti še določene služnosti oziroma razjasniti določene stvari, kje bo točno te nove trase potekale. Jaz upam, da bo sedaj v novi finančni perspektivi, da bodo prišle aglomeracije pod 2000 populacijskih enot, se pravi aglomeracije z manj kot 2000 ljudmi, v kar bi spadale potem tudi Bilje, da bomo lahko dobili sofinansiranje, tako kot pri kanalizacijah se gre, se pravi tam nekje 80-85%. Kolikor pa tega ne bo, se bomo pač morali odločiti in graditi postopoma, po etapah, po fazah,
po določenih delih bil. Tukaj pa bomo tudi se morali odločiti, kje začeti in kako nadaljevati, ukolikor pa pride do sofinanciranja, potem je lahko to dosti hitreje in vsi se tega tudi nadejamo. To ne samo naša občina, ampak tudi veliko ostalih slovenskih občin, ki imajo aglomeracije pod 2000 policijskih enot, imajo sedaj težave, kajti do zdaj tega ni bilo moč financirati z nepovratnimi evropskimi sredstvi. Še večji projekt, znatno večji projekt, ki se navezuje tudi na, bomo rekli tako, čas po požaru, je seveda ureditev oziroma skrba s pitno vodo slovenske Istre in Krasa. Velik delež pade tudi na občino Mirn Kostanjevica. V kakšni fazi je ta projekt, kaj dobrega bo prinesel Kras? No, mi zdaj smo razpisali projektiranje in projektiranje tudi poteka za nov vodovod, in sicer sela na Krasu Križpoti, Lokvica in razvod po Lokvici in pa del proti Opatjemu selu. To je ena faza, druga faza pa je, ta bi se prvo gradila, druga faza pa je iz Lipe proti Temnici, Kostanjevici in na Vojščico. Te glavni povezovalni med našimi kraji cevovodi vsi so bili grajeni v 80-ih letih, vemo, takrat so bili pač materiali malo slabši, doba še ni toliko dolga, vendar dejansko vidimo, da je veliko okvar in prav med selami na Krasu in Križpotmi in potem proti Lokvici, tam je praktično ni meseca, da ne bi bilo okvare, in tukaj se res zdaj nadejamo, da bomo zdaj skupaj z ostalimi obalno-kraškimi občinami ta projekt za ta del investicije tudi prijavili do septembra meseca in potem ne bi bila izgradnja do leta 2029 tudi končana. Tako da voda je seveda zelo pomembna, še zlasti, če pride požar. Videli smo pri gašenju leta 2022, kakšne težave so bile prav zaradi okvar. Tukaj nekaj novih hidrantov smo sedaj zgradili, tudi to so bili financirani, vse z nepovratnimi sredstvi, tako da zdaj to hidrantno mreže je malo boljše, vendar če je tista cev, ki pripelje do hidranta, v slabem stanju, potem tudi pri večjih obremenitvah pride še več okvar. Ja, po glasbi pa gremo še na pravzaprav enega najbolj prepoznavnih kotičkov občine, na Cirje, ki je v zadnjem obdobju močno spremenilo podobo, tako notranjo kot zunanjo, tudi na to temo v nadaljevanju. Na Cirju se je v zadnjem obdobju veliko dogajalo in se še dogaja. Uredila se je zunanja ploščad, pred kratkim se je odprla zeleno srce Krasa, Karsus Trail, torej projekt, kjer je Cirje pravzaprav vstopna točka za to čezmejno krožno pot, nastalo po velikem požaru. Župan Mavrici Humar, podpisali ste tudi pogodbo oziroma v imenu javnega zavoda, direktorica za turizem, za vzpostavitev in upravljanje stalne razstave v Pomniku miru. Kaj vse se bo pravzaprav še dogajalo, tako v zunanjosti kot v notranjosti Pomnika? Ja, veliko je bilo že postorjenega, še veliko bo treba pa narediti. Tako da zdaj poteka zaključna dela, potekajo na tej fazi urejanja južnega pobočja, prav v tem tednu ne bi bila dela tudi zaključena. Tako da bo ta južni... Nekoliko pred terminskim planom celo? Ne bo lih pred terminskim planom, z rahlim podaljšanjem, vendar je bilo prav za to zaključno fazo te zaključne mase ceste, ki ni asfalt, ampak je neka protiprašna prevleka, je malo zahtevnejše, kar se tiče vremena, in zdaj v tem tednu pa ne bi bili pogoji, ko bodo to res lahko opravili. S tem bo Pomnik pridobil lep urejen izgled, pa tudi dostop tako za invalide kot za vse ostale v sam Pomnik. V samem Pomniku pa poteka delo normalno z začasnimi razstavami, z veliko dogodki. In kot ste samo omenila, v aprilu smo tudi podpisali, oziroma je podpisala naša direktorica našega javnega zavoda pogodbo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije
o začetku vzpostavitve stalne razstave. Vemo, da stalna razstava je želja praktično od samega začetka, kar se je pomnik zasnoval in potem tudi uradno odprl svoja vrata za obiskovalce. Tako da zdaj smo dobili Ministrstvo za obrambo kot partnerja, ki naj bi postavil to razstavo, naj bi zagotovil denar za postavitev razstave, kakor potem tudi za upravljanje le-te. S pogledom zlasti v obdobje ob osamosvojitvi? To je obdobje praktično od pred prve svetovne vojne, nekje od takoj po 1900, pa do vstopa v Evropsko unijo. Vsa obdobja naj bi bila primerno predstavljena, razstava naj bi bila sodobna, tako da je primerna tudi za mlade, predvsem za njih je to zelo pomembno, da je razstava primerna za mlade, da je primerna za šole, da bodo tudi skozi obiske, skozi izobraževanje spoznavali del te naše primorske, slovenske zgodovine. Se pravi, vstopimo čez Brižinske spomenike in potem nadaljujemo v zgodovino Slovenije v novejšem obdobju. Lepo se dopolnjujete tudi s sosednjo občino, ki je odprla muzej slovenskega jezika, tako da postajate na tem delu pravzaprav neka točka tudi zares za te skupine, zlasti za mlade. Občinske meje so bolj v naših glavah. Mi moramo tukaj gledati kot enoten goriški, primorski prostor in vsekakor stvari, ki se dopolnjujejo iz kraja v kraj, bogatijo te naše prostore. Po drugi strani pa imamo tudi veliko za pokazati, veliko za povedati in nazadnje smo videli prav to, kar ste omenila, ta projekt Kars Ustrel, Zeleno srce Krasa, ki smo ga odprli pred dobrim mesecem dni, je spet eden od projektov, ki združuje 4 slovenske in 3 italijanske občine in to tiste občine, ki jih je leta 2022 prizadel požar in prav tukaj je naš javni zavod odigral tisto glavno povezovalno vlogo, je bilo veliko usklajevanja in vsega skupaj med občinami. Naj povem, da ta pot je bila izključno zgrajena z donatorskimi sredstvi, tukaj ni nobena občina še nič prispevala, razen rednih vzdrževalnih del na poteh, ki so pa itak že večina bile v naravi postavljene, že tako ali drugače tudi vzdržujemo in tudi sedaj za promocijo vzpostavitev vseh, Cirje je ena od vstopnih točk, to je 103-kilometrska pot, ki ima 5 do 6 etap in na katerih je možno si pogledati več kulturnih, zgodovinskih spomenikov, naravnih lepot in značilnosti, kakor tudi okušati našo primorsko hrano, pa tudi namestitve so tako razporejene, da pohodnik lahko si tako planira, da potem, če je na večdnevnem pohodu, da lahko tudi prespi. To je eden od projektov, ki nas združuje tudi čezmejno. Morda samo še informacija o stalni razstavi, kdaj ne bi ta zaživela v polni meri? Stalna razstava je sedaj, so prvi koraki prav zdaj v teh mesecih bili narejeni, od podpisa pogodbe dalje, tako da zdaj se dogovarjamo z Ministrstvom za obrambo, z njihovim direktoratom za vojaško zgodovino. Oni bodo tudi so oblikovali to razstavo, vsekakor je pa razstava, ki je bila usklajena z Kodvosom, se pravi z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in temu cilju bomo potem tudi sledili. Spremljal bo seveda strokovni svet in pa ostale komisije, ki so bile imenovane za to razstavo in prepričan sem, da bo na koncu to ena velika stvar, kot sem omenil, ne za občino Miren, ne za Goriško, ne za Primorsko, ampak za Slovenijo. V postopku se tudi sprejemanje občinske strategije razvoja, na to temo več čez nekaj trenutkov. Kakšen bo razvojni fokus občine Miren Kostanjevica? Župan Maurici Humar ostaja z nami, torej strategija oziroma obdobje prejšnje strategije se je zaključilo, pripravljate novo. Bi lahko na kratko strnili, kateri so po vaši oceni tisti ključni poudarki, seveda pa bodo svoje oziroma so že povedali tudi občani. Ja, mi, ko smo začeli to strategijo pripravljati, smo šli po jasno začrtanim poti. Prvo je bila anketa, bilo je čez 300 anket, vrno, kar je zelo dobro.
za tako veliko občino, kot je naša. Potem ste bile 2 delavnici za zainteresirano javnost in pa iz tega potem nastaja sedaj ta dokument, ki bo tudi v naslednjih dnevih objavljen v javno obravnavo, tako da bodo potem vsa zainteresirana javnost lahko dali pripombe, dopolnila, ki bomo potem pregledali, kar se da, jih bomo tudi potem upoštevali in pripravili zaključno verzijo dokumenta, ki jo bo potem potrdil občinski svet. Kateri so tisti ključni poudarki, recimo, se usmerjate na mlade, na turizem, na kmetijstvo, verjetno so vzporedno tudi druge strategije? No, vsekakor to je krovna strategija, ne, ki zajema vsa področja. Vsekakor želimo, da bo življenje v naši občini prijetno in lepo za vse naše prebivalce, pa naj si bodo mlajši, starejši ali pa tisti, ki se ukvarjajo z turizmom. Gospodarstvo, vemo, da smo omejeni na obrtne cone, tiste, ki jih imamo, tukaj ne bomo širili, imamo tudi Natura 2000 na skoraj celotnem področju naše občine, vendar imamo pa zato druge možnosti, kot je turizem, kot je primerno kmetijstvo za teren, ki ga imamo, moramo namreč se zavedati, da kraški del tam ni primerno za vse, je pa nižinski in zato se tudi bomo za Vogršček potegovali, da bomo skupaj z ostalimi občinami ga obnavljali, mogoče nekatera namakalna polja v Dolunjini tudi še širili in tako tudi ustvarjali pogoje, da bo kmetovanje lahko tudi v naši občini postalo še lažje, oziroma da bodo pogoji boljši za tiste, ki se bodo s tem ukvarjali. No, če vključim tukaj vprašanje poslušalke, ki se navezuje ravno na turizem, se pravi, občina veliko stavi v zadnjih letih na turizem. Poslušalka pravi takole: v proračunu občine so sredstva za turizem višja kot sredstva za krajevne skupnosti. Kako občina razume to razmerje in kakšne učinke pričakuje od te razporeditve? No, ta naš javni zavod, ki smo ga ustanovili pred 8 leti, je bil javni zavod za turizem, potem smo razširili dejavnost za turizem in kulturo, mogoče bomo mu še kaj dodali, tako kot imajo ostali še za šport in mlade. Pokriva več stvari. Eno je upravljanje cirja, drugo je, da prireja dogodke, ki jih je prej prirejala občinska uprava, oziroma ki smo jih nekaj iz občinske uprave ali pa financirali direktno iz občinskega proračuna tistim, ki so to organizirali. Zdaj zato pač upravlja to funkcijo naš javni zavod za turizem in kulturo. Veliko je kulturnih dogodkov. Po drugi strani pa delovanje krajevnih skupnosti. Mi imamo odlok, po katerem je določeno, da je 2,8% od občinskega proračuna namenjeno za delovanje krajevnih skupnosti. Vsekakor pa investicije v krajevnih skupnostih, ena malenkost je tisto, kar se lahko sami odločijo, kaj bi imeli. Tudi tukaj bo šlo mogoče v bodoče za razmišljati, ali bomo šli v participativni proračun, čeprav jaz ga zagovarjam, da prnec ga že imamo, kajti tudi krajevne skupnosti, sicer so sveti krajevnih skupnosti, ki se potem odločijo, kaj v kakšni krajevni skupnosti. Po drugi strani pa je veliko investicij, ki se jih pelje prav po dogovoru s krajevnimi skupnostmi in ta sredstva sicer niso prikazana, kot da grejo na krajevno skupnost, so pa dejansko v dobrobit občanov oziroma krajanov posamičnih krajevnih skupnosti, ki jih potem izvedemo skladno z dogovori predlagateljev. To ponovadi so sveti krajevnih skupnosti oziroma posamezni svetniki, ki tudi so odločajo oziroma edini oni odločajo o proračunu. No, med drugim sem zasledila, da preurejate oziroma urejate trg v Selah na Krasu, pa v Voščici se bo en tak, kot lahko rečemo, ljudski projekt odvil, in sicer urejanje srečevališča. No, to je spet eden takih primerov, kot so Sela na Krasu, na pobudo krajevne skupnosti, sveta krajevne skupnosti. Smo se odločili za prenoviti ta del pred cerkvijo, trg, kako bi rekel, in potem ugotovili, da je tam tudi vodovod, ki je dotrajan, tako da sedaj smo menjali dobrih 200 metrov vodovoda in pa bomo uredili to površino pred cerkvijo in pa del ceste proti Kostanjevci in proti temu
počivališču za avtodome, tako da skupna investicija tukaj bo cirka 120,000 evrov, s tem pa bodo sela na Krasu dobila tak lep delček tudi v sredi vasi. Vemo, da zdaj je tam tudi veliko obiskov s strani kamparjev, tako da tudi to je bila ena od pridobitev v zadnjih letih, ko smo to počivališče ga odprli in sedaj vidimo, da je tudi dobro obiskano. Na Voščici pa prav v teh dnevih začenjamo z gradnjo tudi enega takega lepega zunanjega prostora, sicer za srečevanje občanov, tam, kamor se postavlja mlaj, kamor so se že zdaj vaščani radi družili. Smo pa ta projekt prijavili tudi na projekt LAS in bili uspešni, tako da bo večina financirano z nepovratnimi sredstvi in spet bo ena od tistih lepih kotičkov v naši občini, ki bo sedaj v 2-3 mesecih dobil novo funkcijo in prepričan sem, da tudi tam je veliko kolesarjev, veliko tudi mimoidočih turistov oziroma ljudi, ki gredo skozi to našo lepo občino in verjamem, da bodo tudi tam posedeli in doživeli kakšen lep trenutek. Še nekaj vprašanj nama je ostalo, slišite jih čez nekaj trenutkov. Še nekaj trenutkov ostajamo v občini Miren Kostanjevica z županom Mauricijem Humarjem. Še nekaj vprašanj poslušalcev nama je ostalo, pa bi kar za konec, ker so tako, bomo rekli, strnili vsebino današnjega pogovora. Po katerih kriterijih občina določa prioritete med večjimi investicijami, kot so vrtec v Opatjem selu, 3. faza šole in morebitna kongresna dvorana na Cirju, sprašuje poslušalka. No, vsekakor investicije v vzgojo in izobraževanje, kot sem že prej omenil, imajo prioriteto. Žal so tako velike, da trajajo kar nekaj let, ne, in normalno, da vrtec Opatje selo je potreba, je želja. Tudi projekti so pripravljeni. Projekti so pripravljeni in to sledi. Sedaj je sama kongresna dvorana na Cirju, tukaj pa sedaj, ko bo urejen ta prvi del, bodo pogoji, da bomo lahko razpisali javno-zasebno oziroma zasebno. Tukaj se moramo zavedati, da občinski denar za to ga žal ne bomo morali zagotoviti, ker ga primanjkuje še za ostale stvari in tukaj bomo iskali investitorja, ki bo videl poslovno priložnost in napravil ten tak konferenčno-gostinski del na severnem delu in potem s tem zaokrožil tudi to dokončno ureditev Cirja, ki ne bi postal, kot sem rekel, stalno razstavo, tudi eden izmed protokolarnih objektov mogoče v Republiki Sloveniji. Še poteka pogovori tudi na to temo? Sedaj bodo začeli, le mora biti prvo neka faza urejena, da potem si ti investitorji tudi lažje odločajo za to veliko investicijo, ki ne bi bila potem na tem severnem delu. No, še vprašanje poslušalke. Občani v zadnjem obdobju opažajo več investicijskih delovišč po občini. Ali lahko, gospod župan, pojasnite, kako so bili ti projekti časovno načrtovani skozi mandat in kaj bo od njih dejansko zaključeno do konca mandata? En tak pogled torej. Ja, lejte, ti projekti, nekateri so bili tudi v več mandatih, ne, in bodo sedaj zaključeni, oziroma nekaj v tem mandatu, nekaj v začetku naslednjega. Vse projekte, take večje, jih je treba pripravljati dalj časa, posebno tam, kamor so gradbene dovoljenja, kjer je potrebno mogoče pridobiti kakšna zemljišča oziroma kakšne pravice graditi. Projekti morajo biti pripravljeni, tudi, tako jih imamo tudi zdaj pripravljene in bodo čakali na razpise. Ko pridejo ven razpisi, kolikor ni takih velikih projektov že v zaključni fazi pridobivanja gradbenih oziroma ostalih dovoljenj, vlak odpelje mimo in zelo težko si je zamisliti, da bi eno šolo jo lahko sprojektirali, se prijavili na razpis in zgradili v enem samem mandatu. Enako se gre tudi za vodovode in kanalizacije. Je pa včasih delo, ko se projektira, zelo nevidno. Včasih ima človek občutek, da stopa na mestu, vendar to so vsi koraki, ki so potrebni za uspešno izpeljavo investicij. Še zadnje vprašanje, kako bodo aktualne investicije in morebitna zadolžitev občine vplivale na investicijske možnosti v naslednjem mandatu?
No, jaz se nadejam, da bomo tudi občine financirane bolj ustrezno. Vemo, da sedaj smo zopet podfinancirane občine in tisto, kar gre potem za ostale naloge, ki so obvezne za občino in zajedajo tudi investicijski denar, ki ga potem to odloži izvajanje določene investicije. Pri nas imajo seveda prednost tudi investicije, ki so sofinancirane z evropskimi oziroma nacionalnimi nepovratnimi sredstvi in pa investicije, ki vidimo, da so nujne, kot so vodooskrba, pa tudi ne nazadnje kanalizacije, kar se vlaga v ekologijo, tudi v kanalizacije, to se nam sigurno obrestuje in vidimo tudi, odkar je centralna čistilna naprava ob Vrtojbici, je tudi vodotok Vipava bistveno čistejši. Tisto pa, kar ne vidimo v podzemlju in se steka v našo pitno vodo, je pa bo tisto, kar delamo predvsem za nas, predvsem pa za naše zanamce. Bova kar s to mislijo tudi zaključila. Hvala lepa za obisk in pogovor, župan. Srečno. Hvala lepa, lepo zdrav sem skupaj. In hvala tudi vam, ker ste bili z nami. Prijeten dan na valovih Radia Rubin še naprej. Dober dan, župan.